Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kaj pomeni biti moderni samuraj, in to pomeni tudi, kaj je treba narediti, da smo varni, fit in pripravljeni kot moderni samuraji. No, zadnjič me je kontaktiral prijatelj in me spraševal, zakaj hudiča sem se zapiknil v izraz moderni samuraj. Zakaj nisem izbral nekaj bolj slovanskega ali pa vsaj slovenskega, neko ime nekega bojevnika, da bi potem pač promoviral to, bom rekel, slovansko okolje, in seveda je imel prav, ne. Ampak potem sem se spomnil začetke tega kanala, ker resnici na ljubo imam tudi kanal v angleščini, ki je tudi Moderni samuraj v prevodu. In do tega modernega samuraja sem prišel seveda postopno. Ampak vrnimo se nazaj k temu vprašanju, ki ga je Bogdan izpostavil. Tudi on je moderni samuraj, kopa se v teh ledenih oziroma, ja, ledenih slapovih križemkražem po Sloveniji. Tako da tu moraš tudi biti mentalno na določeni stopnji. Tako da ne vem, če bi se jaz toliko namakal v tej res mrzli vodi kot se on, čeprav mrzlo tuširanje mi ni tuje, ampak vrnimo se še enkrat k modernemu samurajstvu. Torej, zakaj ne, zakaj ni to kanal recimo Martin Krpan? Zaradi tega, ker ne vem, ker kanal Martin Krpan, ne vem, če bi vsakmu kapljalo, zakaj tukaj gre. Če pa rečem, da je to moderni samuraj, potem ima vsak neko sliko, ni glih samuraj, torej gre za neko bojevništvo, pa neko sodobno bojevništvo. In to je bilo tudi to, v kar so se v angleško govorečem kanalu vsi zapiknili, moderni samuraj. In prej, ko še tega izraza nisem uporabljal, ko sem samo govoril o tem, kaj početi, da smo varni, fit in pripravljeni, potem sem videl, da pač si ljudje prvič ne zapomnijo redosled tega slogana, in potem sem študiral, kaj hudiča pa jaz res počnem oziroma kaj poskušam ljudem posredovati, katere informacije, in sem ugotovil, da vse to, da je človek varen, fit in pripravljen, spada v neko bojevniško kategorijo. Pa ne samo to, ko sem raziskoval, kaj želim ljudem posredovati, sem ugotovil, da gre za zelo širok spekter znanj, torej od gozdovništva, kako si sekiro izdelujemo, izdelamo neki kij bojevniški, ali pa kako si naredimo bivak zasilni v gozdu, pa tja do, ne vem, čisto praktičnih zadev, ki so bolj filozofsko naravnane, recimo minimalizem, in kako nam lahko pride prav minimalizem v vsakdanjem življenju. Torej, gre za širok nabor znanj. In tukaj se mi je pojavil ta termin samuraj, ker samuraji niso znali samo vihteti sablje, oni so znali tudi napisati kakšen haiku, torej poezijo, znali so se ukvarjati tudi z rožicami in so znali ikebane narediti. Torej, njihovo urjenje je bilo bistveno širše, kot pa samo vihtenje sablje pa golo roko bojevanje. In zaradi tega sem izbral termin moderni samuraj, ker če bi bil kanal Martin Krpan, potem bi ljudje mislili, da švercam za kakšnimi stvarmi, ne, ker Martin Krpan je švercal sol, pa to ne počnem. Ampak imel pa je seveda tudi prav na neki način, ne. Tako da bi bilo zanimivo vedeti za take primerke, ki bi lahko bojevnike tukaj na Slovenskem, v slovenskem in pač tem slovanskem prostoru
za take bojevnike, ki bi lahko nekaj podobnega reprezentirali. Glede na to, da ta kanal že ima ime Moderni samuraj, ki ga potem tudi razlagam, z tem, da smo varni, fit in pripravljeni, bom pri tem imenu kar naprej vztrajal, kar pa ne pomeni, da preko tega kanala ne moramo tudi predstaviti bolj avtohtone tematike, avtohtone bojevnike, kar tudi bom počel v prihodnosti. Imam v Paci kar nekaj zanimivih intervjujev slovenskih avtohtonih samurajev, modernih samurajev, in se tega tudi veselim. Torej, tu gre za državne prvake na določenem področju borilnih športov in veščin, gre za vzgojo otrok v pravo smer, da niso glih, bom rekel, pomehkuženi. Tovrstne tematike me zanimajo, da vzgojimo klenega, trdoživega, tudi bojevniškega Slovenca. In to je to. Zato nismo kanal Martin Krpan, ampak Moderni samuraj. In to je to za danes.